centrih, izvolite. Najlepša hvala, Dunja. Noč bom kar začel. Kot vidite, tukaj sem objavil naslovko, to je iz slavne znane revije Tovariš, slovenske variante ameriškega Lifea. Naslovka iz 13. julija 1950, ko se je vročinski val v bistvu vsaj v Sloveniji pač polegal. In pod naslov, mogoče tukaj spodaj se ne vidi, vi od zadaj ne vidite najbolje, piše poletje je vroče, voda vabi, pač plavalni tečaj na Sori. Skratka, sama slika prikazuje v bistvu neko razmeroma ležerno, veselo preživljanje tiste situacije. No, realnost ni bila tako ležerna, ker suša v Sloveniji in v Jugoslaviji nasploh leta 50 je bila pač zelo huda, težka, imela je tudi mednarodni odmev in tudi del, lahko bi rekli kar pomemben del njenega reševanja, saniranja njenih posledic je bil tudi reševan v mednarodnem merilu. Zdaj, eno spoznanje, ki sem ga pri raziskavi za sušo leta 50 prišel in ga ne znam v celoti pojasniti, tako da ga puščam kot odprt problem, je razmeroma lahkoten odziv vrha slovenske politike tistega časa na sušo, vsaj glede na dokumente, katere sem imel. Ne moram si pojasniti, kako je mogoče, da se vlada Ljudske republike Slovenije, ki je takrat vodil Miha Marinko, med koncem junija in sredi oktobra v bistvu ni sestala niti enkrat. In ko se je potem sestala sredi oktobra, ni govorila o suši, ampak je govorila o debirokratizaciji, o manjšanju kadra na okrajnih odborih, o kinematografiji, o vsem, samo o suši ne. Edino posredno o idejah, da je treba pogozdovati Primorsko, kar bi lahko bil nek odmev na sanacijo suše, ker takrat je recimo znani meteorolog Vitalij Minohin v Slovenskem poročevalcu pisal, da je pogozdovanje en od način sanacije, recimo obrambe proti suši, kajti gozd zadržuje vlago in podobne zadeve, sicer pa nič. Še bolj sem bil presenečen, ko sem bral zapisnike Politbiroja, Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije v tistih, skratka, od poletja do jeseni, kjer o suši povedo zelo malo. Priznajo, da Primorska potrebuje pomoč v hrani in v semenih, da je treba očuvati živinski fond v Sloveniji, sicer pa je splošna ocena pod črto slovenskega političnega vodstva, da suša Slovenije ni posebej prizadela, kar je v bistvu ocena politična, no, ki si je tudi ne znam pojasniti. Kajti Slovenijo bi suša prizadela celo, če mi tega leta v meteorološkem, hidrološkem, celo v kmetijskem smislu, kakor smo včeraj obravnavali, ne bi imeli suše, bi vseeno čutili posledice v socioekonomskem pogledu. To pa zato, ker je bilo slovensko gospodarstvo zaradi posebnega tipa centralističnega planskega sistema, posebnega dogovora blagovne menjave med republikami po letu 1945, je bilo slovensko gospodarstvo tako zelo odvisno od uvoza žitaric iz drugih delov Jugoslavije, da bi mi to čutili tudi, če bi imeli nadpovprečno leto. Pa ga pač nismo imeli. In obstaja velikanska razkorak med ocenami, med odnosom slovenskega vodstva in na drugi strani Borisa Kidriča, ki je bil takrat nosilec mnogih funkcij, ampak pomemben je bil tudi šef gospodarskega sveta pri vladi Jugoslavije. To je organa, ki je usklajeval dela različnih ministrstv, kmetijstva, finance, planske komisije, težke industrije. In ko pač prebiramo zapisnike gospodarskega sveta, na tej zvezni ravni ugotavljamo čez celotno poletje v bistvu naraščajočo paniko, sam dotok katastrofalnih v bistvu novic o katastrofi koruze, zlasti v Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni. Skratka, šlo je za dejstva, ki so še kako vplivala na Slovenijo. Zato mi na drugi strani pač ta odziv politike slovenske ni jasen in ga ne znam pojasniti. Delno je temu mogoče tudi zato, ker vsi dokumenti tudi niso dostopni. Recimo gospodarskega sveta na ravni Ljudske republike Slovenije, ta fond je izgubljen. Jaz sem se zelo trudil na arhivu Republike Slovenije, da bi ga dobil, spraševal pri starejših kolegih. Do njega se ne da pač priti. Takrat je bil šef slovenskega gospodarskega sveta, pač Sergej Krajger. Iskal sem tudi v njegovi osebni zbirki in nisem našel pač v bistvu nič. Zato tudi nisem našel recimo poročila, ki ga ne bi izdelala vsaka republika o posledicah sušenja. To pač nek velik manko. Zato sem hotel narediti neko oceno, kaj se je v Sloveniji zgodilo v odnosu na celotno Jugoslavijo, iti peš, da tako rečem, in zbrati razne druge dokumente, in kjer je bilo zame zlasti pomembno dokumenti iz Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, posebej pa tudi iz Ministrstva za trgovino in preskrbo.
Zelo pomembna in so bili tudi dokumenti, zapisniki gospodarskega sveta na zvezni ravni. In tukaj se moram res še predvsem kolegi zahvaliti kolegicama Nesi Vrečar in Saši Hajzler, ki sta bili na študijskem delu v arhivu Jugoslavije in sta ob vsem delu mi še skenirali pač velik del tega gradiva. No, in brez teh dokumentov, primerjave odziva na zvezni in slovenski ravni, ne, pač bi prišel do precej drugačnih spoznanj, kot sem lahko prišel. Zdaj, če gremo na ta meteorološki vidik, recimo, kaj se je konkretno dogajalo na Slovenskem v tistem času. Tukaj za vzorec vam prikazujem pač padavine, kot so bile leta 50, ampak opozarjam, to so meritve na primeru Ljubljane, kot jih je izbral Vital Manohin v svojem odličnem članku Kratek pregled temperatur v 100 letih. Tukaj sem izbral samo padavine za mesece, za dobo vegetacije, ki v Sloveniji se šteje, meteorologija šteje od 1. aprila do 31. septembra. Iz te tabele bodite pozorni na črno odebeljene vrednosti, iz katerih je razvidno, da leto 50 na hitro gledano sploh ni zelo izstopalo. Bistveno hujše, najmanj padavin, letna množina je bila v resnici med vojno leta 42 in leto 50 po skupni letni množini padavin pride v bistvu šele na 5. mesto. Pričemer pa moramo upoštevati po analizi Manohina, ne, je bilo to desetletje, 40 leta, vključno z letom 50, najbolj sušno leto v stoletju pač meritev za Ljubljano. Kar pa izstopa je, da v dobi vegetacije maja in julija bilo v 70-letju v bistvu je ravno takrat padlo v bistvu pač najmanj padavin. In tudi recimo, če upoštevamo množino padavin v vegetacijski dobi v deležu, kakšen je bil njen delež od vseh padavin, ne je pač leto 50 nekako na drugem mestu, za letom recimo 46. Zdaj, takole, ne, treba je seveda upoštevati, da so to podatki za Ljubljano in podatkov za Ljubljano ne moremo popolnoma preslikati na vso Slovenijo, kot meteorologi povedo, ne, ti podatki so referenčni zlasti za spodnji del Ljubljanske kotline. Zato vendarle ne, sem v svoji raziskavi upošteval še dosežke oziroma rezultate raziskav Brenčiča in Vezonika, ki pa sta analizirala sušna leta, prvo desetletje s pomočjo tega standardnega padavinskega indeksa. To se pravi, da sta vzela podatke o dežju, Brenčič je upošteval 48 mesecev, Vezonik 3 mesece in sta tudi ona dva lahko prikazala za kraje, še druge, kot Kočevje, Maribor, Celje, da je v tistem času leta 50 ni bila huda suša samo v spodnjem delu Ljubljanske kotline, ampak da je pač pestila tako ali drugače celotno Slovenijo. Seveda sta Brenčič in Vezonik to opisala res iz meteorološkega vidika, kar je jasno, teh socialnih, ekonomskih posledic sta pa zaradi narave svojega dela in raziskave pač pustila v strani, kar je pa nekako moja naloga. Zdaj, slovenska stroka meteorološka drugače pred temi raziskavami, ki so dosti nove, recimo stare 10 let se sušo leta 50 niti ni ukvarjala. Tako da zame najpomembnejši tak sekundarni vir je v bistvu Ivan Penzar, njegovo diplomsko delo, sušni period v lipnju in srpnju 50 v Jugoslaviji. To je bilo njegovo diplomsko delo iz leta 51, pa tudi recimo pomembna je študija Ive Rubiča Suša na našem Primorju. To je članek iz leta 1951. Na Hrvaškem so dosti bolj raziskovali, ker tam je bila katastrofa. Recimo najhuje je bilo na osrednjem Jadranskem Primorju, ki je takrat doživelo v letu 50 samo 10% povprečnih pač običajne mere padavin. Vsi drugi deli Jugoslavije je bilo tudi slabo, ne, ampak približno pač manj kot 50% padavin je padlo leta 50 v raznih delih Jugoslavije. Izjema sta bili Makedonija in Slovenija, kjer je bilo pač tega nekaj več. Recimo pri Penzarju dobimo tudi podatke o dnevih popolnoma brez padavin. Slovenija tukaj je nekako boljše kot druge republike, recimo kraji, kot so Ljubljana, Postojna, Celje, je do 10 dni v času od konca junija do začetku julija, ko imate vročinski val z vročim vetrom, totalno v bistvu požganje, ne. Recimo v krajih, pa, kot so recimo Split, Nikšić, Tuzla, Sarajevo, imate pa recimo 19 dni brez vsake padavine. Absolutni rekord sta tukaj recimo Hvar, Ulcin,
kjer pa recimo ni junij, julij ne pade niti v bistvu pač ena kapla dežja. Tako da to je to, kar zadeva pač samo vremensko stanje. In če gremo naprej na same posledice, ne, glede na to, da nimamo fonda gospodarskega sveta in da mi ni uspel najti nekega krovnega poročila za celotno Slovenijo, sem izbiral posamezne dokumente, ki nam pa vendarle pričajo o situaciji v Sloveniji. Zdaj, tole je dokument, poročilo iz Ministrstva za kmetijstvo. Bodite pozorni zlasti na vrednosti tukaj in primerjajte z vrednosti tu. Skratka, tukaj naj opozarjam še enkrat. Jaz sem to tabelo prilagodil, nisem dal vseh podatkov za boljšo razumljivost. Slovenija pač je po planu odkupov, je bilo itak v izhodišču, tudi če je bila normalna letina mišljeno, da bo pridelala deficit žita, koruze in podobno. Ampak vendarle vidimo, ne, da pri celotnem odkupu ne pač je na koncu bilo realizirano bistveno manj, kot je bilo zamišljeno. Največja katastrofa tukaj vidite fižol. Planiran odkup je bil, vidite, tole vrednost z tole vrednostjo. Katastrofalno je tudi z koruzo. In tako, recimo, ni dobro niti s krompirjem. Krompir je v bistvu edina poljščina, katera je bila mišljena, da ne bi Slovenija pač izvažala, skratka. In tu dejansko krompir je edina postavka, kjer Slovenija dejansko pridela toliko krompirja, da je dovolj za reprodukcijo kmečkih družin, da je dovolj za, ne vem, nekaj še za prosto prodajo, za odkup državi, recimo, ne. Skratka, da Slovenija pač samo v tej postavki pač je pridelala dovolj. Ampak tudi pri krompirju vidimo, da je bilo pač zelo slabo. Zdaj, nekako korelat tem številkam so tudi zanimiva pač poročila, ki jih najdemo v Slovenskem poročevalcu tistega časa. Skratka, od konec junija, v začetku julija, slovenski poročevalec piše odkrito, na ljubljanski tržnici pač so ogromne vrste, ne dobi se stvari, zlasti niso late, je nekaj paradižnika. Mestni ljudski odbor Ljubljana poroča o silovitemu dvigu cen krompirja, tako pri zadružnemu državnemu sektorju, ki sta poskušala cene držati dol, ampak sta jih bila prisiljena v juliju dati na isti nivo kot zasebni pač ponudniki. In pač slovenski poročevalec odkrito precej piše o situaciji, kaj se dogaja v drugih delih Jugoslavije. Pač piše, da žetev v Bosni je katastrofa, da je pač slaba, ne piše, da bo neuspela, ne. Zdaj, v Bosni, tam je bilo res očitno najhuje. Pač posebej v severozahodnemu delu, recimo okolica Cazina, ki je bil prizadet že zaradi kmečkega upora v začetku leta proti kolektivizaciji njegovega nasilnega zatrtja in potem deloma zato, kot govori zgodovinski spomin, ki je bil objavljen v enem od bošnjaških časopisov, ne, teh ljudi niti pomoči niso dobivali, ne. In so se mogli pač kmetje, se spominjajo, da so pač za en verčak koruze, za eno, ne vem, en mehen soček delati en cel teden pri bogatemu kmetu. Zgodbe so, kako so kmetje tam prodajali dele svojih posestev bogatejšim kmetom. To je bil zame zanimiv podatek, ki govori, da vendarle je obstajal nek sloj bogatejših kmetov, ki je lahko v bistvu, ne vem, profitiral iz tega. Ampak to je, kot rečeno, zgodovinski spomin, ki bi ga mogel preveriti v arhivih, recimo. Ampak mi je pa zelo zanimiv, no, pač, ki nekaj pove o kolektivizaciji. Vsekakor pa, ko sem proučeval še partijska poročila ekip, ki jih pošlje centralni komite na razne konce Slovenije, da proučujejo v letu 50, ne, na podobne primere nisem naletel. Sem pa naletel na poročila, na raznih koncih poročajo o suši, recimo. No, pač primer, ko pridejo v Ptujski okraj poleti leta 50, ne, pač kmetje poročajo o masovnem poginu svin, na primer. In pač, da lahko manj zaradi tega oddajajo. Imate tudi poročila, kako nenadoma je neka kmečka delovna zadruga Kolhoz v Postojnskem okraju, recimo v okolici pač Postojne, zaslužil 2 milijona din za prodajo krme na Hrvaško. Pač suša ni omenjena, ne, ampak je pa jasno, ne, da je pač bil to dober biznis očitno na nek način, ne, zato ker pač je krme v celotni državi primanjkovalo. Kidrič piše, ne vem, krme nimamo, živina poginja pač po celi državi. In ponekod so tudi poročali, da so kmetje raje, ne vem, se znebili živine, jo poklali, ne,
in pač poskušali pač prodajati krmo, ki je pač cena blazno zrasla takrat. Od hudih poročil, ki sem jih tudi najdel noter, zadeva, in tu, kjer tudi ni omenjena suša, ker pogosto je tako, suša ni omenjena, se pa da sklepati, da je povezana s splošno težko situacijo, ki je takrat bila. Tako sem prvič, v svojih raziskavah, ki se na splošno precej ukvarjam zadnje čase z prvo povojno zgodovino, naletel na priznanje smrti otroka zaradi lakote, zaradi gladu. Primer otroka, pri Rušah, na Pohorju, v teh kolonijah gozdnih delavcev, ki niso imeli pač kart. Skratka, zaradi tuberkuloze in je pač takrat šla gor močna ekipa, CK-ja, Osvobodilne fronte, sindikatov, to je bila neka afera, skratka oblast, recimo, bila je neka to alarmantna novica takrat, ampak pač pomanjkanje v državi je bilo tudi v Sloveniji pač velikansko. In tukaj nam povejo tudi recimo tele številke, ki sem jih dobil iz Ministrstva za v bistvu trgovino in preskrbo. Skratka, tukaj gledajte predvsem deleže primanjkljajev glede planiranim planom potreb in koliko je zmanjkalo. Tukaj opozarjam, da gre za zagotovljeno preskrbo. Tudi predvsem zadeva delavstvo, skratka tisti, ki sami ne pridelujejo, oziroma tiste kmete, ki statistično niso kmetje, so na pasivnih delih, pridelajo premalo in so sami tudi odvisni recimo od državne pač preskrbe. Ne povejo pa nam te številke, na žalost, kako so bili res prizadeti pač tisti kmetje, ki niso bili v tej garantirani preskrbi in teh ni bilo malo. Recimo tukaj predvsem izstopa, recimo, kakšen padec je bil pri slanini, pri svežemu mesu, pomanjkanje sladkorja, dobro, recimo, jasno, kava, kakao, ampak tudi recimo pomanjkanje krompirja celo, kar je v bistvu zelo zanimivo, ker pač tiste številke, planski odkupi mi kažejo, me ne bi pač asociiralo na to. Primanjkovalo je drva, premoga, mila. Potem zanimivo je tudi poprečna potrošnja osnovnih prehranskih dobrin v letih 48-49. To je tudi dokument primerjalni iz Ministrstva za trgovino in preskrbo. Moram reči, da je sicer narejen na šibki metodologiji, zato ker v vseh letih ni bil zajem vzorcev anket enak, recimo, pa ne za vsa mesta, ampak pač nek indikator to vendar je. In pač leto 50 tukaj pač izstopa, po potrošnji teh izdelkov iz, žitaric. Meso je sicer višje kot 48, ampak znatni padec konzuma glede na leto 49, vidni padec maščob, recimo zlasti pa velik padec sladkorja, posebej z letom 48. Sladkor, recimo julija 50 umaknejo iz proste trgovine in v bistvu nasplošno se itak sladkor v tistem času, ki je v bistvu nek kazalec standarda, imamo v bistvu sladkorni standard, se meri pač blaginja prebivalstva. Pač na zvezni ravni se sladkor deli. Za nas, za Slovenijo, recimo je referenčna pomembna tovarna sladkorja pač v Osijeku, ki je tudi v stiku z kmetovalci v Sloveniji, severovzhoda, ki gojijo sladkorno peso. Potem, gremo nazaj. Sladkorna pesa je sploh zanimiv fenomen, glede na poročila, ki sem jih najdel. Recimo sladkorno peso na veliko jo forsirajo njihovo gojenje po letu 45, ampak v letu 50 je bila pač najslabša letina. Skratka, dobra letina po ocenah ne bi bila 190 kvintalov na hektar, takrat je bila samo 70 kvintalov. Zdaj o katastrofi recimo in zakaj je bil pri nas nižji konzum vsega, pač nam povejo tudi recimo podatki, ki sem pa jih dobil iz gospodarskega sveta na zvezni ravni. Jugoslavija je računala, da bo imela, da bo pridelala da bo lahko odkupila 102.000 vagonov koruze. Poleti, septembra postane jasno, da je odkup možen samo za 43.000 vagonov in propadel je izvoz za 27.000 vagonov koruze. Celo ugotovili so, da bi mogli koruzo pač uvoziti. Skratka, to je bil velikanski problem, ker država ni imela sredstev za nakup reprodukcijskega materiala in nekaterih surovin za 5-letni plan. In problem je bil ta, da ne samo, da niso mogli dograjevati industrijskih kapacitet v skladu s planom, zmanjkalimi surovin, da bi tiste kapacitete, ki so bile že zgrajene, lahko sploh funkcionirale. Na tisti točki je pač
je uskočil Zahod. To je treba povedati in pač mednarodna pomoč, zlasti ZDA, je bila pač tukaj odločilnega pomena. Mi vemo, da je to čas vrhunc spora z Informbirojem, ampak ne samo Informbiroja, to je eden najbolj vročih trenutkov hladne vojne, ko oktobra Jugoslavija zaprosi ZDA uradno za pomoč za več kot $100 milijonov, mislim za $100 milijonov. Takrat vemo, da pač najprej sile Združenih narodov, v glavnem ZDA, potisnejo Severne Korejce gor, ne, proti meji s Kitajsko, pa potem sledi v drugi polovici oktobra preobrat, ko milijon v bistvu teh kitajskih prostovoljcev udre čez reko Jalu in se zgodba obrne, ne. In takrat pač Jugoslavija v bistvu izkoristi svoj ugoden položaj, da ni ne sovjetska, ne zahodna, da je nek umestni buffer zone na tak način, ne. Kljub temu, da so velike debate v ZDA, tudi v ameriškem kongresu, ko debatirajo o jugoslovanski pomoči, pa vedo ameriški kongresniki vse živo povedati o problemu stepinca, nedemokratičnosti, ne vem, kolektivizacije, ampak vendarle pomoč z lahkoto, lepoto pač v bistvu, ne vem, v Jugoslavijo, ne glede na vse stvari, ne glede na to, da Jugoslavija prizna vlado Ho Ši Minha, tudi mimogrede, ne, pomoč pride, ne. Ta pomoč ni majhna, v bistvu pride recimo $100 milijonov, recimo hrane samo v letu 50 in potem dodatna pomoč. Zdaj, Jelka Piškorič je v svoji raziskavi našla podatek, ne, da je bilo samo v Ljubljani preko programa CARE, preko katere ta pomoč gre, ne, v razdeljenih 214.128 kg mleka v prahu, 120.564 kg jajc in 71.000 kg maščob. Skratka, veliko vprašanje je, kakšna bi bila situacija v Jugoslaviji, če te pomoči ne bi bilo, no. Že tako recimo ne se mi je postavilo vprašanje, ali je izbruhnila v določenem obsegu kakšna lakota. Vsaj v nekem določenem obsegu. Recimo imamo masovni primere tuberkuloze, kar je en znanilec pač velikega pomanjkanja, ampak je bilo to vprašanje, ki sem ga lahko samo do njega prišel, nisem ga mogel pa več razvijati. Na vsak način je Jugoslavija in s tem tudi Slovenija mogla uvesti določene zelo pomembne varčevalne ukrepe, ki so bili objavljene v uradnih listih 4. oktobra in 18. oktobra. Ta je bil zelo boleč prvi, ker je predvideval 10% nižji krušni obrok. In treba je povedati, ne, da je bilo tudi delavstvo nezadovoljno v tistem času. Ne samo kmetje, ker sem našel poročilo iz inštruktorske uprave CK-ja, kjer jim je en delavec komunist iz Litostroja leta 50 povedal, nekaj jesti, izkoriščanja še nikoli ni bilo tako hudega kot danes, delovne norme se samo pač večajo. In skratka, država se takrat zaveda, ne, da je v težavah, ne, velikih, ne, skratka, oblast. Ne. Na eni strani, kako ne preveč obremeniti kmeta, o čemer skozi Kidrič reče, po drugi strani mu je nekaj treba vzeti, ne. Na drugi strani delavci niso zadovoljni, recimo tisti, ki so celotni odvisni od preskrbe, je pa to čas, da se razumemo, ko v Jugoslaviji še vedno poteka kolektivizacija, čeprav v določeni tuji literaturi, kot je Loren Lis, ki tudi piše o odnosih ZDA pa Jugoslavije, pravi, takrat kolektivizacija bilo že konc, pa ni resno. Kolektivizacija se je pričela zaključevati, ugašati šele v letu recimo 52. Imamo začetke delavskega samoupravljanja, imamo težave s 5-letnim planom, skratka, situacija je v bistvu za državo zelo neugodna. Zdaj, teh 10% znižanje ne bi veljalo za otroke, pa za nekatere res težke delavske poklice v rudarstvu. Potem drugi, recimo, ukrep varčevalni je bil varčevanje s predmeti široke potrošnje, najbolj slaven po tem, da so ukinili trgovine za posebne potrošnike, za privilegirane, skratka. Tako je tudi recimo posestva, kot jih imajo krajevni ljudski odbori, celo CK, KPS, ki ima svoje ekonomije, pač jih izgubijo. Samo podjetja še imajo recimo določene ekonomije, cela vrsta vikend domov, ki so namenjeni za funkcionarje, se vsaj teoretično predajo v tisto mrežo, mislim v običajno turistično mrežo. Skratka tako, mislim, v vsakem primeru, no jaz še enkrat na koncu, se vrnem k začetnemu vprašanju, jaz ne znam pojasniti ne te ležernosti, v bistvu, ki mi jo kažejo dokumenti od oblasti, ne, ker pač Slovenija, ne, pač je še kako v bistvu, ne vem, čutila to sušo, pač zaradi te celotne jugoslovanske zgodbe. In drugo moje vprašanje tukaj dejansko je, ne,
kje in v kakšnem obsegu ne je v Jugoslaviji takrat izbruhnila pač lakota, recimo, prava lakota kot socialna katastrofa. Zdaj, s tem bi pa jaz pač nekako zaključil in pač lahko odgovarjam potem še v diskusiji. No, imam še veliko materijala. Hvala za pozornost.